Brate vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Sloviče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepni dočakat dan, da kudar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, nevrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, nevrak le sosed bo, nevrak le sosed bo mejak. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane slovenske demokratke in demokrati, cenjeni gostje, predstavniki medijev, dragi prijatelji. Dobrodošli na konvenciji Slovenske demokratske stranke v volilni kampanji za Državni zbor 2011 v 5. volilni enoti. Prvi in najbolj prisrčen pozdrav najprej namenjamo vsem kandidatkam in kandidatom SDS v 5. volilni enoti, ki obsega območja občin Celje, Dravograd, Mozirje, Radnje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec in Šentjur pri Celju. S prav posebnim veseljem in ponosom v naši sredini pozdravljamo predsednika SDS, gospoda Janeza Janšo. Seveda pozdravljam tudi članice in člane mestnega odbora Velenje, predsednika odbora Franca Severja ter vse člane in članice odborov SDS iz občin, ki spadajo v 5. volilno enoto. Do volitev v Državni zbor 2011 nas loči še 17 dni. To bodo najpomembnejše volitve po osamosvojitvi. Slovenska demokratska stranka se je nanje pripravljala od oktobra lani in je v predvolilno kampanjo vstopila pripravljena tako vsebinsko kot kadrovsko. K besedi kot prvega nocoj vabim predsednika SDS, gospoda Janeza Janšo. Dame in gospodje, kolegice in kolegi, lepo večer sem skupaj. Smo v času, ki zahteva temeljit razmislek, ne o 4. decembru, ko bodo volitve, ampak o tistih dneh, tednih, mesecih in letih potem. Slovenska demokratska stranka se bolj kot na volitve same pripravlja na čas po njih. Tudi naš program je napisan za tisti čas, ki bo čas velikih izzivov. In dovolite mi, da v tem kratkem nagovoru predstavim ali utemeljim 3 ključna izhodišča, 3 ključne programske poudarke iz našega programa za čas po volitvi. To bo čas, ki bo zahteval, da Slovenci ponovno, kot že nekajkrat v zgodovini, združimo vse sile in zaustavimo padanje ali bolje rečeno prosti pad, do katerega je prišlo v zadnjih 3 letih tega ponesrečenega mandata. Zato, da zaustavimo to padanje, potrebujemo najprej 3 ključne stvari.
pravičnost, nova delovna mesta in trajnostni razvoj. Vse troje je povezano med sabo. Rekli boste, kaj ima pravičnost z delovnimi mesti ali kaj ima pravičnost z trajnostnim razvojem. Zelo veliko. Kajti tega prostega padanja ne bomo zaustavili, če pri tem ne bomo vsi sodelovali. In ljudje ne bodo pripravljeni sodelovati, če ne bodo verjeli, da ukrepi, zahtevni, včasih tudi boleči, niso oblikovani tako, da so pravični do vseh. Da ne varčuje samo nekateri, drugi pa ne. Da niso prizadeti samo eni, običajno tisti, ki so vedno, drugi pa so izven tega. Da davkov ni treba plačevati tistim, ki pač kapital spravljajo v davčne oaze na Ciper in drugod, ampak samo podjetnikom, ki doma pošteno delajo in plačujejo. In da se ne varčuje samo pri tistih, ki imajo že itak zelo malo in da se ne poudarjajo pač takšni ukrepi, s katerimi se na hitro veliko pobere, veliki množici ljudi brez tega, da bi se gledalo, da je to dejansko prav in pošteno. Če hočemo doseči, da bo Slovenija ponovno rasla, je najprej potrebno vzpostaviti neko stanje, v katerem bomo vsi verjeli, da je to možno in v katerem bomo tudi vsi verjeli, da je tisto, kar bo potrebno storiti, enako pravično do vseh. Torej tega smo mi na prvo mesto zapisali pravičnost. To je predpogoj pravzaprav. Kar se tiče novih delovnih mest, je njihovo ustvarjanje tako najboljša gospodarska, kot tudi najboljša socialna politika. Vsak na novo zaposlen lahko poskrbi zase in za svojo družino, prispeva v zdravstveno in pokojninsko blagajno, prispeva v proračun, ker je delo tudi na ta način obdavčeno, je potrošnik, se pravi plačuje tudi davek na dodano vrednost in po drugi strani tisti, ki je zaposlen, ni prejemnik socialnih transferov. Je četvorna pridobitev. Mi smo imeli pred 3 leti skoraj 60 tisoč več zaposlenih slovenskih državljank in državljanov in takrat je slovenska vlada izdala še blizu 100 tisoč delovnih dovoljenj za tujce. Se pravi, je bilo dela v Sloveniji za najmanj 150 tisoč ljudi več. Se je zaradi tega tudi ob davčnih stopnjah, ki so bile nizke, ki smo jih znižali, odpravili smo tudi davek na plačno listo, če ga ne bi, bi bilo danes še 15-20 tisoč ljudi več brezposelnih, ker bi tisti, ki so na minimalni plači, bili že zdavno pod vodo, oziroma tiste podjetja, ki izplačujejo minimalno plačo, enostavno ni moglo več preživeti, ker je bilo to dodatno obdavčeno. In ta čas med letom 2004 in 2008 je dokazal, da so nekatere rešitve dobre. Dočim čas zadnjih 3 let je po drugi strani pri mnogih rešitvah, ki so se uveljavljale ali predlagale, dokazal, da te pač niso dobre. In zdaj imamo pred sabo preprosto izbiro. Ali ponavljamo in podpremo tisto, kar se je izkazalo za dobro, ali podpremo ali pa še naprej podpiramo nek eksperiment, ki se v zadnjih 3 letih izkazal za slabega. Slovenija je v 3 letih podvojila svojo zadolžitev, to bo treba odplačevati in ni nobene druge formule, da pridemo na zeleno vejo, da rastemo, da tudi omogočimo, da bo standard rasel in da vrnemo to, kar so si v našem imenu izposodili, brez tega, da bo gospodarstvo zadihalo, da bomo ustvarjali nova delovna mesta, da bo več ljudi zaposlenih in da bo zaradi tega tudi standard in splošna blaginja večji. Ni druge
formule. Z govorjenjem se to ne da doseči. Če bi vlada, ki je neslavno končala mandat, samo pol manj govorila, če bi imeli samo pol manj tiskovnih konferenc, bi jim ostalo kakšnih 100 dni časa in bi lahko več naredili. Ni mogoče samo z govorjenjem, pa z ustanavljanjem komisij, pa novih agencij in širjenjem birokracije, karkoli dejanskega premakniti. Samo z delom se to da. Bodi si v gospodarstvu, bodi si v državni upravi in v vladi je popolnoma enako. Kar se tiče razvoja, je treba vedeti, da ga bomo zagledali na koncu tega tunela takrat, ko boste prebrali vsak mesec, ko Državni zavod za statistiko sporoča podatke, da se je število zaposlenih začelo povečevati. Takrat bomo lahko, in bo ta podatek seveda ne bo samo plod nekih sezonskih nihanj, ampak se bo pojavil nekaj mesecev zapored. Vsak mesec več zaposlenih. Takrat bomo lahko verjeli, da smo na poti razvoja. Delovno mesto je ključno. Delovno mesto je tisto, kar, če ga pomnožimo z številko 50 000, lahko Slovenijo ponovno postavi nazaj na pot dohitevanja Evropske unije. V naš program 10+100, kjer smo opredelili 10 ključnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti prvih 100 dni vlade, naslednjega mandata, zato da zaustavimo to padanje. In 100 ukrepov, ki smo jih zapisali v naš program in ki jih je treba izvesti zato, da bo Slovenija ponovno dosegla nek tempo razvoja, kot ga je imela pred 3 leti. V ta naš program, v ta program 10+100, smo zapisali, da bomo te cilje zaokrožili takrat, ko bomo dosegli številko 3x50 000. Se pravi, ko bo v gospodarstvu še za 50 000 ljudi, ki so danes brezposelni ali ki so končali ali pa končujejo šolo, delo, ko bo toliko novih delovnih mest v gospodarstvu, in takrat, ko bo približno 50 000 ljudi iz javnega sektorja, ki je pri nas prevelik, prezaposlenih v gospodarstvu. Takrat bo Slovenija s pospešenim tempom spet dohitevala Evropsko unijo, ne bo nobenih problemov, ne v zdravstveni, ne v pokojninski blagajni, ne v proračunu, standard bo lahko normalno rasel. Tega pa seveda ni možno doseči čez noč. Zato, da to dosežemo, je potrebno najprej ustvariti nek manevrski prostor. Nekaj je potrebno na začetku privarčevati. In imamo samo eno rezervo, to pa je poceniti je treba funkcioniranje države. Sem bil v vladi do začetka leta 1994, takrat je Slovenija zaokrožila po osamosvojitvi lastno državnost, postavili smo vse institucije, ki smo jih potrebovali za normalno življenje. Bilo nas je Slovencev približno 2 milijona, tako kot nas je danes, morda 60 000 manj. Mislim, da so nekatere stvari delovale celo bolje kot danes. Nismo bili še člani Evropske unije, kar pa po drugi strani pomeni, da tudi nismo dobivali nobenih sredstev iz evropskih skladov. Danes jih dobivamo neto na leto 500-600 milijonov. Zaradi Evrope ni bilo treba toliko povečati administracije. No, ampak leta 1994 je Slovenija kar dobro funkcionirala, ob tem, da je funkcioniranje države stalo za dobro tretjino manj kot danes in da je bilo v javnem sektorju zaposlenih 40 oziroma 45 000 manj ljudi. Ni rešitev v tem, da čez noč zmanjšamo število zaposlenih v administraciji in javnem sektorju tako, da se jih da na cesto in na zavod za zaposlovanje in se jim potem plačuje socialne transfere, ker s tem ne bomo veliko dosegli. Rešitev v tem, da hkrati zaženemo dva procesa. Oživljanje gospodarstva, ker bodo nastajala nova delovna mesta in prezaposlovanje ljudi iz neproduktivnih v
produktivne sektorje. Veliko izobraženih, sposobnih ljudi je v številnih državnih institucijah, ki nima nikakršnega učinka. Samo v službo se pravzaprav hodi. In mnogi ljudje so tam tudi nesrečni, ne? Tudi plače za marsikoga niso, ne vem kakšno. Tudi v javnem sektorju je veliko ljudi, ki dobro delajo in zato niso ustrezno plačani. Je veliko ljudi, ki slabo delajo in so enako plačani in tudi te stvari je treba z pravičnim nagrajevanjem urediti. Vse te stvari so v našem programu, vem, da ste ga mnogi sami prebrali, pogledali, ni zdaj časa, da bi se to razlagal. Še enkrat poudarjam, da je zelo pomembno znati, povezano gledati na te tri ključne poudarke: pravičnost, delovna mesta in razvoj. Samo skupaj lahko dosežemo sinergijo, ki bo omogočila, da bomo zaustavili to prosto padanje in da se bo Slovenija ponovno normalno razvijala. In ker zborujemo danes v 5. volilni enoti, naj omenim še to, da je z vidika pravičnosti zelo pomembno tudi, da se država enakomerno razvija in da se sadovi našega dela ne zbirajo samo v nekem centru in tam tudi porabljajo, ampak da se tudi to pravično porazdeli. Za večino občin v tej 5. volilni enoti je zelo pomembno, da se čim prej začne graditi tretja razvojna os. Ki ni samo infrastrukturni, ampak je tudi gospodarski, pač socialni projekt. Poleg tega je z vidika pravičnosti do prihodnjih generacij ta projekt, zagon tega projekta, prava odločitev. Kajti, če bomo financirali zadolževanjem, potem je prav, da gradimo nekaj, kar bodo uporabljali v prihodnosti tudi tisti, ki bodo to odplačevali. Za teh 6 milijard, ki smo jih porabili v zadnjih 3 letih in zato nismo nič zgradili in danes ne moramo nič žeti, ker nismo nič posejali, težko rečemo, da so bile porabljene pravično z vidika gledanja na usodo ne samo sedanjem, tudi prihodnjih generacij. No, ampak Slovenska demokratska stranka ima poleg programa, ima poleg mednarodnih in domačih izkušenj pri reševanju težjih problemov, bili smo zraven tudi, ko je Slovenija nastajala in so bili takrat težji časi, kot bodo drugo leto, čeprav bo tudi to leto zelo zahtevno. Ampak poleg vseh teh naših prednosti imamo še eno pomembno prednost kvaliteti naših kandidatov. Slovenska demokratska stranka kandidatne liste ni začela delati potem, ko so bile razpisane predčasne volitve, tako kot so to storili nekateri drugi in so dali na kandidatne liste vse, kar je prišlo mimo ali pa kar so uspeli prepričati, da kandidira. Nas je bil to dolg postopek. Imeli smo veliko število kvalitetnih kandidatov, evidentiranih v končni izbor, je prišlo malo, samo 88, in odražajo v celi državi, pa tudi v tej volilni enoti, tisto, kar Slovenija je. Vse sloje. Interese vseh, ki zaslužijo in vsi si zaslužijo, da imajo zastopstvo v državnem zboru. Ne samo tisti najbogatejši, ne samo tisti, ki mislijo, da so najbolj izobraženi in da vse vedo. Vse to potrebujemo, državni zbor je čišče interesov celotne države in vse mora biti tam zastopano. Slovenska demokratska stranka je ponosna na to, da dajo enako težo tako podeželju kot mestom, da dajo enako težo mladi, srednji in starejši generaciji, da dajo enako težo aktivni generaciji in upokojencem. Ponosni smo na to, da pri nas tukaj ni kakšnih velikih diskrepanc, tako kot jih najdemo pri delu naše politične konkurence. Ampak kandidati in kandidatke se bodo sami predstavili kasneje. Jaz mislim, da bo to najbolj zanimiv del tega našega večera iz prejšnjih predstavitev. Po drugih volilnih enotah vam lahko
povem svojo izkušnjo, je to najboljši del konvencije in vam ne bi želel jemati časa, ki bo namenjen temu. Se moram tudi upravičiti, ker sam pri tem delu ne bom navzoč, moram na neko soočenje v Celje. Teh predvolilnih soočenj je letos pred temi volitvami toliko, da je to verjetno že nacionalni šport in človek težko manjka. Bi pa ob koncu dejal še to, da v tem trenutku Slovenija v časih, pred katerimi stoji, ko imamo zahtevne, resne probleme, vendar ne nerešljive, ima tudi silo, ki je te probleme sposobna reševati. Kot sem dejal že prej, bo za ta cilj potrebno sodelovati, potrebno bo združiti vse sile in mislim, da smo to sposobni narediti. Večkrat smo to že dokazali in nam ni treba verjeti na besede. Mi lahko pokažemo lastno dejanje. Do 4. decembra je še nekaj časa, zato da bomo lahko naš program po njem uresničevali, je treba do takrat zbrati čim večjo podporo. Jaz verjamem, da bo dovolj velika in verjamem tudi, da bomo potem lahko Slovenijo uspešno postavili nazaj na noge. Danes vam želim lep večer še naprej, 4. decembra pa na zmago. Hvala. Glede na to, da morate biti čez 6 minut v Celju, vam predlagam, da greste. Ja, je že tako, veliko je dela in hkrati bi lahko bil človek na večjih koncih, pa zaenkrat tega tudi naš predsednik še ne zna. No, uvodoma nas je svojim kristalnim glasom pozdravila ena najboljših slovenskih vokalistk, to je Nuška Drašček. Z nami pa bo ves večer tudi ansambel, ki nas spremlja vso to našo volilno kampanjo, nosi pa izjemno pomenljivo ime. Imenujejo se namreč Viktori. To sta Miki, Robi in dva Boštjana. Eden za klavirjem, eden za bobni in predlagam, da nam kar nekaj zaigrate. Viktori! Kaj je to ljubezen, vse kar diši po tebi? Kaj mi bo nov dan, ko čutim le temo v sebi? A naj spremenim vse, da ne bi bil, kar bi želela. In spet divna srečna boš, ko srečen bom, ko boš ljubila. Ustavi robi čas, ko sva eno bila. Ko na v trenutku uješ, vidim spet naj svet. Ne bo našega dan, ko nam je brez tebe in ne mine. Ne bo mega dan, ko nam se ne strinjaj vse. Slipa z naslova, prazna slova, leče more po tvojem parku. Ne bo mega dan, ko dan je brez tebe. Ena je ljubezen, ne preveč je kaznovana. Spomini, ko da tu, daj zdaj začnem kot znova. In tako si blizu, a ne bo ni isto. Moje ceste ni več v tvojem svitu, o tebi še v sanjah ne spim. Ne bo mega dan, ko
pesem lahko slišite večkrat na dan na različnih radijskih postajah, tako da ste jo zagotovo že ujeli. No, Slovenija ni del samo skupnega evropskega trga in evroobmočja, ampak je tudi del evropskega političnega prostora, s katerim delimo številne enake ali podobne vrednote. SDS pripada Evropski ljudski stranki, ki je najmočnejša skupina, politična skupina v Evropi. Ta povezava je Sloveniji zelo koristila v času, ko je naša država leta 2008 uspešno vodila Evropsko unijo. Zelo koristna pa je lahko tudi v prihodnjih letih, ko bo morala Slovenija reševati doma nakopičene gospodarske in socialne probleme. Predsedniku SDS Janezu Janši in stranki je podporo izrazilo vodstvo Evropske ljudske stranke s predsednikom Wilfriedom Martensom na čelu, ter številni drugi, ki sodijo v to skupino. Še posebej odločno pa ga je podprla nemška zvezna kanclerka in predsednica stranke CDU Angela Merkel. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je vrh Evropske ljudske stranke seznanil z razmerami v Sloveniji pred decembrskimi predčasnimi volitvami in s programom, ki ga je SDS pripravila za ponovni razvojni zagon Slovenije. Predsedniku Janši in stranki so izrazili podporo najvidnejši predsedniki vlad v Evropski uniji. Nemška zvezna kanclerka Angela Merkel pa je ob tem dejala. Ich unterstütze Janusz Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf. SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši so podporo izrazili tudi številni drugi evropski politiki in vodje najštevilčnejših delegacij v Evropskem parlamentu. Vodja mađarske delegacije Andraž Girk na primer je dejal: "Cenimo, da v SDS resnično ljubijo svojo domovino, hkrati pa ostajajo zvesti evropskim vrednotam. Imajo tudi močan glas pri pomembnih odločitvah v Evropskem parlamentu. Občudujemo njihovo predanost in poštenost. To so vrednote, ki jih potrebujemo, da popeljemo Evropo iz krize." No, sprejemamo pa tudi številne podpore znanih in uspešnih Slovencev. Med njimi smo še posebej ponosni na podporo, ki nam jo je na uvodni konvenciji na Brdu pri Kranju izrekel edini slovenski olimpijski in svetovni prvak v atletiki, atlet leta 2011, Primož Kozmus. Takole je rekel: "Slovenska demokratska stranka ima izrednega vodjo, ki je stabilna osebnost, pravi lider, za njim pa stoji ekipa, ki ima izkušnje in se je že dokazala. Vem, kaj pomeni ekipa v športu. Verjamem, da je enako v politiki in da ste pripravljeni na nove izzive. Želim vam vso srečo na volitvah in potem pri upravljanju države. Vsi smo ponosni na njo. Le pravo vodstvo potrebujemo." Za kratek predah pa zdajle znova skočimo malo v svet glasbe. Nuška Drašček je, poleg tega, da je seveda vrhunska, odlična vokalistka, kar smo lahko nocoj že slišali, tudi ena tistih najbolj srčnih, nasmejanih in energičnih mladih dam, kar jih poznamo. Pesem, ki jo bo zapela, pa govori o tem, da je v vsakem človeku skrita silovita moč in da lahko s to močjo vsak od nas potisne svet malo naprej, malo na bolje. Nuška Drašček. Prisluhni, ki prisegaš na resnico, ki srce ti bije za pravico. Prisluhni, ki vodite poštenje, nas zanima tvoje mnenje. Tvoj ponos, tvoja je prostost, tvoje znanje, tvoje most. Le zakaj bi bil srečen ne bi? Tvoja moč izvira v tebi. Prijatelji smo in držimo skupaj, kar te ta
volitve so seveda mnogo več kot samo en mesec volilne kampanje. Slovenska demokratska stranka je po letu 2008, ko je le za las zgrešila zmago na volitvah, seveda ni sedela križem roku v opoziciji, temveč je iskala rešitve za izzive, ki jih je pred državljane Slovenije postavila tranzicija in za izzive, ki jih postavlja pred svet naš čas. Strokovni svet SDS je pripravil kompetenten in verodostojen program za mandat 2011 do 2015, ki dokazuje, da je pomembno biti sposoben in pripravljen in da samo nov obraz brez vsebine v politiki še zdaleč ni dovolj. Program SDS ponuja 10 plus 100 rešitev za akutne probleme, ki jih pred nas postavlja kriza. Imamo rešitve, da prebrodimo težke čase, ki so pred nami. Da krizo uporabimo za to, da Slovenija iz nje pride boljša, močnejša in pravičnejša do svojih državljanov. V slabih časih je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi. Zato smo, kot smo že lahko nocoj slišali predsednika, za prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse to delamo zato, da bi ljudje imeli delo, varna, dobro plačana delovna mesta. Delo daje smisel obstoju človeka v družbi, ter njemu in družini zagotavlja socialno varnost. Na tretje mesto smo postavili razvoj. Danes ustvarimo premalo, jutri bo treba ustvariti več. Takrat bo konec krize. Takrat bomo veseli, da smo konec leta 2011 stopili skupaj in se združili okrog programa, ki je realna podlaga za optimizem. Slovenska demokratska stranka je sposobna bolje, bolj pošteno, bolj pravično upravljati z državo ter povezati ljudi s ciljem hitrejšega razvoja in resnične solidarnosti. Dovolite mi zdaj, da k besedi povabim Andreja Napotnika, direktorja družinskega podjetja Napi iz Podplata. Spoštovano občinstvo, gospoda predsednika ni več, v glavnem tukaj sem zato, da podprem vaš predvolilno to. Nekaj besed mi je šlo, sem se tukaj zamislil, da sem bil prvi povabljen na oder, tako da sem malo presenečen. Tukaj sem zato, da podprem in bi predlagal, da v vašem novem mandatu začnete z delom in bi predlagal prve točke, ki bi se jih lotili v novi vladi. Te točke so zdaj zelo popularne tudi v medijih. To je finančna nedisciplina, ki vlada v naši državi. Gospodarski kriminal, ki ga je treba nujno zelo strogo kaznovati, tako kot to počnejo naši severni sosedje. Tukaj je že gospod predsednik povedal, da je pač treba ustvariti dobro gospodarsko klimo v naši državi. Treba ustvariti gospodarsko klimo zaradi tega, da bodo vsi podjetniki lahko pošteno, transparentno delali, brez spotikanja, metanja polen, po domače povedano, in pridobivali razna dovoljenja, ki jih potrebujejo nujno za svoja dela. To so te točke, je pa še ena, ki nas tudi bremeni že vrsto let in se je tudi gospod predsednik dotaknil, to pa je šolstvo. Jaz bom povedal iz druge strani, kot jo vidim jaz. To je, naše šolstvo je neučinkovito, ampak ne neučinkovito, da izobražuje, bom rekel, iz vidika izobrazbe. To je zelo kvalitetno.
zelo znamo izobraževati naše, bom rekel, bodoče sodelavce. Ampak žal jih izobražujemo v napačni smeri. Izobražujemo nove nezaposlene. To bi poudaril drugih točk, kar se mene tiče kot podjetnika, ne vidim neke velike problematike in se tudi, bom rekel, ne ubadam s tem. Ampak, kot je že povedal gospod predsednik, je zelo pomembno, da izpostavimo na prvi plan podjetništvo, ker le s tem bomo odpirali nova delovna mesta. Nova delovna mesta pa bomo potem lahko z novimi večjimi davkami ali pa ne vem s čem pač pridobili tudi več financ v proračun. To bi bilo vse. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa spet malo sprostitve za dušo in telo. Saj veste, kako glasba blagodejno vpliva na nas. Še posebej, če se Viktorij in Nuška Drašček združita, potem je to definitivno zmagovita in zmagovalna kombinacija. Izvolite. No, tole je ena skladba, ki jo vsekakor vsi poznate. Jaz upam, da se nam boste pridružili. To je bil tvoj dan.
Grašček. Eno izmed temeljnih programskih ciljev SDS je na znanju temelječa družba. Cilj vsake na znanju temelječe družbe pa je, da dijaki, študentje in udeleženci vseživljenjskega učenja glede na svoje sposobnosti dosežejo najboljšo želeno izobrazbo, s čimer si bodo zagotovili konkurenčnost na trgu dela in zaposlitev. Ta cilj zasleduje tudi SDS in tudi skozi rešitve v programu za prihajajoči mandat. Zdaj k besedi vabim dr. Antona Šepetavca, ravnatelja Prve gimnazije v Celju. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni predsednik stranke v odsotnosti, cenjeni kandidati in kandidatske, dragi znanci, somišljeniki, prijatelji. Morda bom malo daljši od svojega predhodnika. Obujal bom namreč tudi spomine na Velenje, ker sem pred 30 leti začel svojo učiteljsko pot. Ko je pred kakšnima 2 dnevoma moj sosed, ki je sicer moj dober, ne samo znanec, tudi prijatelj, pa moram reči, da si nisva ravno ideološko in politično kompatibilna, izvedel, da sem podprl SDS, je z nekakšno mešanico nevire in groze pristopil k meni in mi rekel, pa menda ja nisi šel k Janši. In sem rekel, ne, Janša je prišel k meni. Kako to misliš? Kako to misliš? Ja, z idejami, stališči, s preudarnostjo, z vztrajnostjo, z vrednotami, ne včeraj, že pred leti. Pa je rekel, pa se nič ne bojiš, te nič ne skrbi. Seveda me skrbi, jaz sem ravnatelj, veste, in ravnatelj mora biti na pravi strani, če pa nisem, pa lahko kaj zgodi. Bojim se pa ne, ker se tudi leta 90. na takratnih demokratičnih volitvah, kjer sem se pojavil kot kandidat in v Celju pri Zelenih sicer celo zmagal, nisem zbal. Pa mislim, da smo bili takrat celo še vsi na nekakšnem spisku. No in potem mi je rekel, ja kaj pa, ni več vedel, kaj bi, ne? Ja kaj pa, to so ja desni, to je ja diktator. No sem rekel, s tem si pa ne delam skrbi. Mene so učili in pisati in jesti z desno. Z levo pa tudi se kar dobro znajdem. Sicer pa... O diktatorju pa tole, ko sem jaz prevzel šolo, sem že po kakšnem letu dni, to je bilo čisto slučajno po tistih volitvah leta 2008, nenadoma na Facebooku opazil neko iz dneva v dan bolj številno stranko, ki se je imenovala Dol z diktaturo. Kdo je bil tisti diktator, trikrat ugibajte. Ja, seveda. No, in tako se po 30 letih vračam v Velenje, ker sem začel svojo učiteljsko pot. Takrat se je to Velenje imenovalo še Titovo Velenje. Takrat sem začel svoje učiteljevanje na takratnem rudarskem šolskem centru, ki je bil samo tost premogovnika. Takrat je še povsod tu po Velenju viselo cela vrsta takih plakatov, kjer so opozarjali na rekorden izkop, koliko ton lignita je treba nakopati. Takrat smo še imeli takšne sobotne delovne akcije, ko nam je ravnatelj rekel, dajmo iz solidarnosti in tovarištva, pokažimo tudi mi, profesorji, da spoštujemo snažilke, pridimo v soboto in pomagajmo čistiti WC-je. Vse to je bilo res, veste. Bilo je pa res tudi to, da sem se v tem mestu lepo počutil, da sem tu našel dobre prijatelje, da se z mnogimi tudi knapi še danes srečujemo, da se spoštujemo in da mi je zlasti en človek iz tega obdobja ostal v izjemnem spominu. Andrej Rozman, moj prijatelj, osebni prijatelj tudi Edvarda Kocbeka, nekoč sošolec
in študent na Bratislavski univerzi nekaterih znanih Slovencev, tisti človek, ki nam je v tistih zgodnjih 80-ih letih nekako prvi odpiral oči. Pa boste rekli, zakaj vse to govorim? Zato, ker že od nekdaj verjamem v drugačne vrednote, ne tiste, ki nam jih zadnje čase nekateri ponujajo. Jaz imam svoje vrednote in mislim, da so vaše vrednote podobne mojim. Drugim pa prepuščam njihove vrednote, ker naj jih imajo. Ja, pred 20 leti je nekdo rekel, kdo že nič več, nikoli več ne bo tako, kot je bilo, potem pa si je premislil in zdaj bi letos spet rad, da bi bilo tako in še bolj tako, kot je bilo. Ampak pogledajte, jaz nisem za to, da bi bilo tako, kot je bilo, jaz sem za to, da bi bilo tako, da bi bilo boljše, da bi bilo lepše, da bi bila prihodnost moje domovine in naše domovine in države Republike Slovenije lepša in boljša. Zato vam ob tej priložnosti seveda izrekam tudi in si upam izreči javno podporo. Hvala za pozornost, ostanite še naprej z nami in nasvidenje po zmagovitem 4. decembru. Hvala lepa. No in mislim, da se bo tale naslednja pesem lepo navezala na govor. Namreč pravijo, da ko je Bog ustvarjal svet, je menda pozabil na tale košček pod soncem. Ko se je tega zavedel, se je odločil, da od Alp do Gorjancev, od prekmurskih ravnic do Jadranskega morja natrosi prgišče vseh lepot tega sveta. Tako je nastala Slovenija, naša domovina, kot mati edina, ki jo imamo. Težko smo do nje prišli, zaradi njih, ki so zanjo skozi stoletja umirali, in zaradi nas, ki tukaj živimo in jo imamo radi, zaradi naših otrok, ki jo bodo od nas podedovali, si zasluži spoštovanje. In pesem, ki sledi, je najlepše izpoveduje vse tisto, kar slovenski demokrati čutimo do naše domovine. Za Slovenijo živim! Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma, ko je duša polna ran in zdravilo
Hvala lepa. No, Slovenska demokratska stranka bo na volitvah 4. decembra nastopila s kvalitetno listo kandidatk in kandidatov za 88 poslanskih mest v 8 volilnih enotah. Takih je tudi vseh 11 kandidatk in kandidatov, ki kandidirajo v 5. volilni enoti. To so ljudje, ki jim gre za stvar, ljudje, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da bo potrebno v prihodnje dvakrat bolj trdo delati. Dovolite, da se vam predstavijo. V prvem okraju 5. volilne enote s sedežem Šentjur ob Celju kandidira magister Štefan Tisl. Magister Štefan Tisl je v poklicu zdravnik in magister s področja odnosov z javnostmi. V politiko na lokalni ravni se je kot svetnik vključil že leta 1990, 2 mandata je župan občine Šentjur, je oče 3 odraščajočih otrok. Lepo pozdravljeni, dober večer. Dober večer vsem. 2 mandata ste bili župan, zdaj ste 1 mandat poslanec, pa ste tudi zdravnik. Kako usklajujete vse te funkcije? No, prav z veseljem delam tudi v bolnišnici Celje, saj mi zakon dovoljuje 20%, dobro se razumem z osebjem in tudi z bolniki in tudi izkušnje iz bolnice lahko prenašam v parlament, pa seveda problematiko, ki je kar pomembna, kar se tiče zdravstva. Vendar sem bil navajen v zdravstvo hitrih odločitev, v parlamentu pa veste, trajajo seje, trajajo cele dneve, pa še včasih nič ne rata iz tega. Tako da sem prepričan, da bo v tem mandatu drugače, da bomo s sodelovanjem več dosegli. No, lahko in potem, če tako traja, pa traja malo pritisk, pomerite, pogledate, če dihajo. Ja, k sreči, ni treba biti ves čas prisoten, tisti, ki nastopajo so noter, ostali smo pa zunaj, pa lahko tudi te stvari obavljamo. Dobesedno. V Sloveniji je zelo velika težava, so tudi te čakalne dobe. Kakšne pa rešitve predvideva SDS na tem področju? V zdravstvu, seveda, če smo že pri zdravstvu. Tako je že vlada Janeza Janša pred 3 leti oziroma v prejšnjem mandatu oziroma Ministrstvo za zdravje takrat doseglo, da so se čakalne vrste oziroma čakalne dobe v različnih javnih zavodih, zdravstvenih zavodih so bile dostopne javno, tako so lahko bolniki videli, kje je čakanja manj in so imeli možnost tega izbiranja. Zdaj bomo te zadeve nadgradili, informatiziranost med splošnimi ambulantami in specialističnimi bomo poglobili, tako da treba več, da bolniki iščejo in tavajo od specialista do specialista, ampak jih bo usmerjal sistem, da ne bo ta splošni zdravnik tako obremenjen. Vemo, da je tudi manjka marsikje po določenih krajih, tudi zato se bomo prizadevali, da bodo ta dostopnost v določenih krajih prav tako možna z določenimi pogoji, no in tako, da bo kvaliteta zdravljenja boljša in da bodo bolniki bolj zadovoljni. Hvala lepa in vso srečo vam želim. V 5. volilne enote s sedežem v Celju kandidira Sonja Ramšak. Sonja Ramšak je diplomantka visoke upravne šole doma v Celju in je zaposlena na Ministrstvu za obrambo kot višja svetovalka za krizno upravljanje. V politiko je vstopila leta 2007 in je danes tudi podpredsednica SDS. Lepo pozdravljeni, dober večer s tem skupaj. Ste nosilka pomembnih funkcij v stranki, ki nosijo seboj seveda veliko obveznosti in odgovornosti. Na delo se vozite v Ljubljano. Kako vam uspe uskladiti vse te obveznosti, družina, pa služba, pa stranka? Z dobro voljo in če veš, zakaj hodiš v Ljubljano v službo, zakaj se boriš v politiki in kaj želiš, predvsem dobro vsem ljudem, vsem nam, ne samo posameznikom. In če si znaš dobro organizirati čas, pri tem pa seveda, če rad voziš, potem ni problem. Poslušate glasbo v avtu med potjo? Ja, poleg glasbe. Ali kakšne govore pa strokovne stvari? No, tudi glasbo, tudi samo izobražujem se v avtu, tako da tak čas tudi pametno izkoristim. Glejte, vemo, da število brezposelnih narašča, njihovo zatočišče pravzaprav
postajajo zavodi za zaposlovanje. Se vam zdi, da Zavod za zaposlovanje tak, kakršen je, opravlja to svoje poslanstvo? No, to je zanimivo vprašanje. Tisti, ki me poznajo, zelo dobro vejo, da velikokrat sem že v medijih javno izpostavila, da zame zavodi za zaposlovanje resnično ne opravljajo tiste funkcije, ki bi jo morali. To je prvenstveno to, da zagotavljajo tistim, ki so prijavljeni na zavode, ne samo mladim, ampak tudi starejšim, slabše zaposljivim, priložnost, da najdejo delovno mesto. Jaz sem to izkusila tudi na svoji hčeri, namreč, ko je bila prijavljena na zavod za zaposlovanje, niti v enem letu in niso ponudili niti ene službe, kar je za mene nemogoče. Če si zaposlen na zavodu za zaposlovanje, svoja prvenstvena funkcija, da zagotavljaš ljudem, da najdejo čim prej zaposlitev. Fleksibilnost je pomembna. Ni pomembno, če izgubiš službo, ampak da veš, da boš lahko v roku enega meseca ali 2 ali 3 dobil zaposlitev in tukaj zavodi dejansko ne opravljajo te vloge. Moti me pa tudi to, da se naslanjajo predvsem na agencije, ki so pa seveda profitabilne in delajo za to, za svojo korist, ne pa korist tisti, ki iščejo službo. Hvala lepa. V tretjem okraju 5. volilne enote s sedežem v Celju kandidira dr. Andrej Rahten. Dr. Andrej Rahten je doktor slovenskih znanosti, zaposlen je na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in izredni profesor na Mariborski univerzi. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. Ste rojeni Celjan in vaš moto oziroma vaše geslo je mandat za Celje. Kakšna je pravzaprav sporočilnost tega vašega gesla? Vi ste sami uvodoma poudarili eno zelo pomembno stvar. Letošnje volitve so najpomembnejše po osamosvojitvi. In to še posebej velja za nas Celjanke in Celjane. Vi veste, da že praktično 20 let iz Celja ni prišel noben poslanec iz naše stranke. In jaz mislim, da nas to počas, da povežemo sile in da vendarle naredimo ta preboj. Mislim, da trenutek je pravi in naj še to povem, res sem ponosen, da sem Celjan in da sem hodil na šolo, kjer je profesor Šepetavc. Moram reči, bil je moj učitelj francoščine in vidite, to je ta prava šola, ki proizvaja take kandidate. Ne, profesor Šepetavca imamo oči iz drugih, bi rekel, spominih. On je bil eden najbolj priljubljenih profesorjev in jaz moram reči, da sem bil res vesel, da sem bil te njegove ekipe del. Že takrat. Zdaj pa spet vidite. Na dolgo časa ste bili v diplomaciji, med drugim tudi v kabinetu zunanjega ministra Dimitrija Rupla, 4 leta pa ste bili tudi svetovalec predsednika vlade Janeza Janše za zunanjo politiko in ste nosili pomembno težo tudi pri predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Kakšne pa so usmeritve SDS na zunanjem političnem področju za prihodnji mandat? Ja, jaz mislim, da smo vsi skupaj spremljali tole debato okoli kandidature Republike Slovenije za varnostni svet Združenih narodov. Jaz mislim, da smo tukaj vsi skupaj spoznali eno stvar. Ko gre najtežje, vemo, kam se moramo obrniti. In tukaj smo zelo jasno videli. Euroatlantske povezave, v katere smo se vključevali vse osamosvojitve, so tiste, ki nam nudijo največjo varnost v mednarodni skupnosti. In to bo tudi naše glavno vodilo, potem, ko bomo seveda prevzeli ponovno odgovornost za vodenje države. Mislim, da smo dokazali za časa predsedovanja Evropske unije, kaj zmoremo in mislim, da je prav, da tudi v prihodnosti damo nekaj poudarkov, ki jih do sedaj nekako pogrešamo. Naj izpostavim samo 3. Več je treba narediti na krepitvi srednje evropske identitete. Mislim, da tukaj je jasno, da sodimo v ta krog in da moramo to tudi s ponosom poudarjati. Drugič, mi smo tudi sredozemska država, čeprav so se eni zelo trudili vmes, da bi tole nekako neutralizirali in da ne bi več bili. Mi bomo to naredili, da bo tudi še bolj jasno, da smo pomorska država, sredozemska država in zato si bomo prizadevali. In tretje, ne smemo pozabiti, tukaj je moj prijatelj Miro Petek, ki se je v tem mandatu še posebej boril za to, namreč gre za naše Slovence, rojake izven meja Republike Slovenije, za mejstvo in po svetu. In to so 3 naše prioritete in z njimi bo Slovenija močnejša in z njimi bomo živeli za Slovenijo. Hvala lepa. V četrtem okraju 5. volilne enote s sedežem v Žalcu kandidira Ljubo Žnidar. Ljubo Žnidar že 30 letja živi v Ločici pri
majhnem kraju v občini Polzela, katere župan je že od leta 1998. Po izobrazbi je diplomirani inženir gradbeništva, zaključuje pa podiplomski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Lepo pozdravljeni, dober večer. A sem narobe rekla vaš kraj? Ločici, Ja, to je Polzela, to je, bi rekel, vas tik ob avtocesti, tako da imam dobro povezavo. Dobro. Že občani Polzele so vas že četrtič zdaj izvolili za župana, torej očitno ste tam v svojem kraju zelo priljubljeni, vas imajo radi. Na kateri dosežek pa ste najbolj ponosni v teh svojih mandatih? Jaz kot gradbenik po osnovni moji izobrazbi večkrat rečem, da za to v življenju gradim. Pred 13 leti je bila občina Polzela nova ustanovljena občina in takrat je bilo potrebno postaviti trdne temelje. In očitno smo na tistih temeljih zelo dobro gradili, da me občani tako dobro podpirajo. Govorili ste že gradnje. Velikokrat se po občinah srečujemo s temi dovoljenji za gradnjo, tudi vi sami. Kakšni so vaši načrti? Boste kaj spremenili na tem področju? Jaz bi rekel, za spremenite veliko, ne. Rekel bi pa takole, imam res delovne izkušnje tako na lokalnem nivoju in seveda tudi na nivoju države. Če vzamem samo primer, poglejte, dolenjski krak avtoceste se je umeščal v prostor 12 let. Tretja razvojna os se umešča že 4 leta, pa še zdaj nam ni jasno, ali smo na polovici, ali smo na tretjini, ali smo blizu konca. Skratka, to je zelo jasen pokazatelj, da je določena zakonodaja, da so ti upravni postopki nerazumno predolgi, skratka, preveč birokratizirani. Po mojem je treba, bi rekel, določeno zakonodajo dejansko, ali pa bi rekel, zadnje 3 zakone z področja prostorskega zakonodaja ukiniti in dejansko začeti znova. To je nujno potrebno. Vemo, da za zagon so potrebne investicije, prvenstveno na nivoju države, potrebno je zagnati tako na okoljskem, infrastrukturnem in prometnem sektorju investicije in to je tisti motor, ki bo našo državo pognal. To je prva in osnovna nuja naše države. Hvala lepa. V petem kraju, 5. volilne enote, s sedežem v Žalcu, kandidira Marjan Golavšek. Marjan Golavšek je doma v Prebolju. Od leta 2000 je občinski svetnik v občini Prebold, zadnjih nekaj let opravlja tudi funkcijo podžupana. En mandat pa je bil zaposlen tudi na Ministrstvu za kmetijstvo kot vodja kabineta. Lep pozdrav, dober večer. Dober večer sem. No, med drugim pa ste tudi aktiven gasilec in sem zasledila mentor članicam domačega društva. Tako piše, pa me zanima, kaj na to pravi vaša žena. Ja. Vsi vedite, koliko se je moški, koliko je, če imaš eno žensko. Jaz imam pa, kot gasilci rečemo, pod komando 9. Je nikrat tako enostavno, sploh najtežjih je utišati. Tako da pri gasilcih pomeni mirno, da je zdravi tih, to pa je pa ženski zelo peš. Tako da pa sem rešil težavo ženo, sem jo pa kar v desetino vključil, tako da zraven tekmuje in ravno pred dobrim mesecem smo tukaj v Velenju na regijskem tekmovanju, se bil uspešen udeležili na državno tekmovanje, tako da nam kar uspe, no. Super! Dobro let ste že aktivni v forumu SDS za kmetijstvo in podeželje. Med drugim pa ste tudi član odbora za kmetijstvo pri strokovnem svetu SDS. Kaj menite o promociji in trženju slovenske lokalno pridelane hrane? Ja, moram reči, da verjetno se Slovenci vse premalo zavedamo, kako kvalitetno hrano pridelamo doma, sploh v teh naših okoljih. Kajti vse preveč pridejo tudi v državo, preko nekvalitetna hrana in kupci jo žal pač tudi včasih zaradi finančnih stisk kupujejo. Vendar mislim, da moramo naše potrošnike pač s promocijo spodbuditi, da kupujejo domačo hrano. Kajti s tem bomo ustvarjali nova delovna mesta, ohranjali stara oziroma držali te, ki jih imamo, predvsem v živilsko-predelovalni industriji, pa tudi na kmetijah. Kajti če bo delo na kmetijah, bo tudi naše podeželje lepo, tako kot je lepa Slovenija. Hvala lepa, srečno. V 6. kraju 5. volilne enote s sedežem v Mozirju kandidira Janja Napast. Janja Napast
Inštitutu za splošno in primerjalno jezikoslovje in je ena najmlajših kandidatk za poslanko. Lepo pozdravljeni, dober večer. No, ampak kljub svoji mladosti ste vsestransko aktivni. Upravljali ste delo novinarke, igrate klasično kitaro, pred kratkim ste se začeli učiti znakovnega jezika za gluhoneme in naglušne, pa tudi arabščine ste se začeli učiti. Že znate kaj povedati? نعم مساء الخير اسمي يانيا وبلدي سلوفينية أتكلم اللغة العربية قليلة الفقه وصبر مفتاح الفرح. Mislim, da ga zdaj ni tule notri, ki bi lahko preveril, a se je tole smiselila, a je to zares povedala, ampak kaj pa ste rekli? Najprej sem se predstavila, potem pa sem povedala tudi en arabski pregovor, ki pravi, da je potrpežljivost ključ sreče. Okay. No, mladi v Sloveniji se vse prepogostokrat srečujete s stanovanjskim problemom, ki se praktično zdi nerešljiv. Imate pri SDS v rokavu kakšne rešitve za to problematiko? Ja, cene so res, lahko rečem, absurdno visoke, tako da mladi si zelo težko privoščimo, da bi si recimo zamislili, da bi si kupili svoje stanovanje, ne. Zdaj, rešitev je, da banke so trenutno lastnice večjega števila stanovanj in z novo zakonodajo bi v bistvu nekako prenesli lastništvo na neodvisne družbe, ki bi potem na trg v bistvu dale stanovanja z nižjo ceno, ki bi bila dostopnejša. Glede stanovanjskih skladov bi pa v bistvu podobno naredili, ker bi na lokalnem področju prenesli to na občine in tako bi lahko tudi občine reševale problem mladih. Hvala lepa! V 7. okraju 5. volilne enote sedežem v Velenju kandidira Franc Sever. Franc Sever je torej 40 let samostojni podjetnik v gradbeni dejavnosti. Lepo pozdravljeni, dober večer. Lepo pozdravljam in seveda vsem dvorani. Znani ste kot zagrizen, deloven borec za pravičnost. Ljudje so si vas zapomnili tudi po zelo dobrem rezultatu na županskih volitvah, čeprav takrat niste bili izvoljeni. Kaj pa se vam je takrat najbolj vtisnilo v spomin z te kampanje? No, prvo sreči, da nisem bil izvoljen, ker je občina Velenje strašno zadolžena, tako tudi komunalno podjetje in 4 leta ničesa ne mogel narediti in bi tudi stranka SDS s tem območju izgubila. Mislim pa, da bomo s tem dobili. Seveda, v teh volilnih kampanjah so takšne in drugačne dogodivščine. V spomin mi je ostalo soočenje v Mariboru, kjer smo proti kandidatom zadaj sedela in na mizi so bile pomaranče in smo rekel, čuj, zlem si eno pomarančo. In rekel, odkar smo sporov z zaresom, še pomaranč več ne jem. No, vemo, da je plačilna nedisciplina pravzaprav grobar mnogih podjetnikov. Kaj menite, da bi bilo potrebno najprej storiti, da se to prepreči? Mislim, da je rešitev enostavna. Prvo moraš začeti pri sebi. Jaz sem si naredil koncept, da plačujem fakture v 8 dneh in se navajam ljudi, da tudi drugi men plačujemo. V stranki seveda bomo naredili vse, da se bo začela sprovajati plačilo v 15 dneh proračuna in proračunskih porabnikov. To pomeni, da bi tisti, ki izvajajo za proračun in proračunske porabnike, dobili v določenem roku plačilo, kar pomeni, da bodo seveda lahko obračali denar, koga zraven zaposlili in če imaš denar, so tudi nova delovna mesta. In to je pametna rešitev za Slovenijo in seveda za zaposlitve. Hvala lepa. V 8. okraju 5. volilne enote s sedežem v Velenju kandidira Zofija Mazej Kukovič. Elektrotehnike, elektronike, je strokovnjakinja za krizno upravljanje in dobitnica številnih priznanj za dosežke na področju prenosa znanja v prakso ter projektnega menedžmenta. Lepo pozdravljeni, lep večer.
Imate bogate izkušnje, tako v politiki kot v gospodarstvu, ste polno angažirani, vedno na poti, vzgojili ste 2 hčerki, no med drugim je ena uspešna podjetnica na Kitajskem, napisali ste knjigo o svojem življenju, cel kup stvari, ampak na nekaj ste pa verjetno najbolj ponosni. Ja, nocoj sem ponosna na 2 stvari. In tudi sicer. Ponosna sem na to, da kandidiram na področju, kjer so korenine mojih dedov in pradedov, kjer pomladi diši očešen, ki so jih pradedje posadili. In ponosna sem na to, da mi je kljub vsemu uspelo ustvariti družino, kjer smo sicer 4 in se vsak drugače piše, ampak se imamo zelo radi. Preveč malo v zdravstvo. Kot bivša ministrica zagotovo imate vizijo, kako bi v Sloveniji izvedli strateške spremembe v zdravstvu. Ja, zdaj bi nam gradnja kakšne pediatrične klinike prav prišla, ko ni dela. No, ampak seveda danes so novi izzivi. Predvsem se obračamo in dajemo gor škornje pacientov. Tudi sama sem v zdravstvu večji del življenja pacientka bila. Sicer ne pogosto obiskovalka, ampak vendar sem pacientka. Kaj si ljudje želimo, ko pridemo k zdravniku? Želimo si, da ima prvič zdravnik več časa za nas. Zato bomo mi odstranili stotine birokratskih ovir in to, da so zdravniki danes tisti, ki se ukvarjajo z birokracijo, namesto s človekom. To se da narediti s tehnologijami in to se da narediti seveda tudi s tem, da se delo prerasporedi. Da pacienti ne tekamo radi in iščemo specialista, zato nam ga bodo poiskali že na primarnem nivoju pri zdravniku, k kateremu hodimo. Da pacienti nimamo radi, da moramo s papirji in z izvidi hoditi po Sloveniji in prikazovati, kaj nam je bilo pred 5 leti, zato bomo organizirali, da bodo podatki na enem mestu. Da ko prideš zdravniku, ve zdravnik o tebi vse, ve tvojo zgodovino. Torej to, kar si človek želi, še ko je bolan, si želi to, da ne bi predolgo čakal, niti na operacijo, da bi natančno vedel, ob katerem datumu bo in da ko pride v čakalnico, da bi čakal manj kot 1 uro. To so tiste stvari, ki jih znamo zagotoviti in seveda jih bomo zagotovili. Zagotovili bomo tudi to, da bodo starejši dočakali in imeli varno starost. Ne samo, da mora biti pokojnina človeka vredna in spodobna, ampak tudi to, da bo človek, ki je starejši, ki zboli, ki je sam, vedel, da je v tej družbi brez skrbi. Vedel, da bo za to družba poskrbela. Ali da bo poskrbela za to, da bo imel postrežbo na domu, da jih bodo razviti servisi, ki bodo omogočali spodobno življenje, ali pa da bo imel prostor v kateremkoli domu za starejše oziroma domu, ki je zelo blizu tega kraja. In ne nazadnje, imamo tukaj bolnišnico in imamo tukaj čudovit prostor za zdravljenje, to je Topolšica, seveda tudi temu bomo dali lepšo in bolj prijetno in seveda drugačno, modernejšo vlogo. Hvala lepa. V 9. volilnem okraju 5. volilne enote s sedežem v Slovenj Gradcu kandidira Bojan Mestek. Bojan Mestek dela zaključuje fakulteto za organizacijo in menedžment v Kranju in je zaposlen kot vodja projektov in vodja dela proizvodnje v podjetju Novem v Žalcu. V tem mandatu upravlja tudi funkcijo podžupana v Slovenj Gradcu. Je poročen in oče ene hčerke. Lepo pozdravljeni, dober večer. No, s ponosom vedno omenjate sodelovanje v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991, kjer ste tudi aktivno sodelovali in bili tudi odlikovani. Ali lahko rečete, da danes Slovenija izpolnjuje tista pričakovanja leta 1991? Leta 1991 smo Korošci z bojem osvobodili mejna prehoda Vič in Holmec in tako odprli pot Slovenije v Evropsko unijo. Žal je takrat več naših soborcev darovalo največ, kar človek lahko da za domovino, to je življenje. In ti soborci so imeli
vizijo, imeli so sanje v Sloveniji, ki pa nikakor ni takšna, kakšno smo živeli zadnje 3 leta. In te sanje, to vizijo smo jim dolžni vrniti. No, vaša podjetniška pot vas je vodila po vsem svetu. Izkušnje, ki ste si jih nabrali, so gotovo oblikovale tudi vaš pogled na svet, na sedanjost. Kaj pa v tem kriznem času je najbolj pomembno za Slovenijo? Zelo vesel sem, da lahko povem, da ravno pravičnost, delovna mesta in pa gospodarski razvoj, kar ima naša stranka seveda v programu, so zame najbolj pomembne stvari pri razvoju gospodarstva. Vse te tri vrednote, kot je že predsednik povedal, gredo z roko v roki. Zdaj, kaj ima pravičnost pa gospodarstvo skupnega, lahko pokažem na primeru, da imamo Slovenci 12 milijard približno evrov na banki, pa se jih ne upamo plasirati v gospodarstvo. Kaj šele tujci. In hočem povedati, da seveda pa je pomemben tudi hiter odziv na spremembe v gospodarstvu, pa po mojem najpomembnejša stvar je pa vključitev mladih, kajti mladi imajo pogum. In moč. Hvala lepa. V 10. volilnem okraju 5. volilne enote s sedežem na Ravnah na Koroškem kandidira Miro Petek. Prav tako drugi mandat podžupanom v občini Mežica. Verjetno pa tudi eden najbolj znanih Korošcev, zato ga verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. No, poleg tega, da ste poslanec, tudi veliko pišete, veliko raziskujete. Izdali ste že svojo 3. knjigo z naslovom Hvala za besedo. Kaj vas motivira pri tem vašem delu, pisanju, raziskovanju? Ja, hvala za besedo je fraza, ki jo poslanci stalno izgovarjamo v parlamentu. Predsednik državnega zbora ljudno reče, besedo ima, in poslanci rečemo hvala za besedo. Včasih pozdravimo še predsednika vlade, včasih pozdravimo še ministre, nekateri pozdravijo še vso žlahto. Večinoma je pa to, da so to edine prijazne besede, potem se pa vsuje iz leve ali desne strani malo žvepla, malo toče, tako da v tej knjižici sem zbral nekaj svojih razprav v državnem zboru in nekaj fragmentov. To je ta knjižica, ki lahko damo tudi v žep, v notranji žep ali pa zunanji žep. Prebral bi pa samo vam eno misel, ki sem jo izrekel v državnem zboru, to je bilo pa na 7. redni seji 17.6.2009. Žal moram reči, kar sem na tem mestu enkrat že povedal, najslabši zakon, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše, je še vedno veliko boljši, kot pa najboljši zakon vlade gospoda Boruta Pahorja. No, vemo tudi, da ste preiskovali gospodarski kriminal, bili zaradi tega tudi v težavah, kar samo dokazuje, da je seveda ta problem pereč in da je že skrajni čas, da se temu naredi konec. Kakšne rešitve vaša stranka predvideva za to problematiko? No, daljnega leta 2004 sem se odpravil v politiko zaradi tega, da bi svojim glasom pa svojo pojavnostjo, svojim angažmajem v državnem zboru dosegel, da bi Slovenija bila pravna država. Žal nam v tem času to ni uspelo, imamo še vedno dve pravni državi, eno za gospodo, eno za navadne ljudi. Gospoda si to pravno državo prikrojuje, kakor njej paše. In seveda jaz si želim, da bi v tem mandatu, ki nas čaka, to bo hud mandat, uspeli ustvariti tako zakonsko okolje, tako družbeno okolje, da bi bili kaznovani, da bi stopili na prste tej slovenski kleptomanski, tej slovenski roparski eliti, da bi ustvarjali tako policijo, ki bi bila sposobna preganjati ta kriminal, tako tožilstvo, ki bi uspela tožiti, seveda taka sodišča, ki bi uspela vse to obsoditi. Pred leti smo imeli stranko na volitvah, to je bilo leta 2008, ki je rekla, edina prava pot je pravna pot. Vendar so si to pravno pot po svoje prikrojili, zlorabili so to pravo. Jaz pa pravim, da je edina prava pot naša pot. Hvala.
zadnjem volilnem okraju 5. volilne enote s sedežem v Radljah ob Dravi kandidira Alenka Koren Gomboc. Alenka Koren Gomboc živi v Dravogradu, po izobrazbi je ekonomska tehnica, je poročena in mati 2 otrok, je predsednica Koroške regijske koordinacije in drži po konci 3 vogale Koroške regije. Dober večer. Kaj pa je bila zdaj tale podpora? Ja, to so ti vogali, ne? Imate za žensko zelo zanimiv hobi, namreč tudi vas veseli gasilstvo in ponašate se celo z nazivom izprašani gasilec. Kaj to pomeni? Čuje se veliko, ne? Samo v primerjavi z Marjanom, ko je častnik, jaz nisem toliko pomembna. Izprašan gasilc pomeni to, da pač pridobiš skozi izobraževanje ta naziv, da se lahko udeležuješ intervencij. No, solidarnost je ena od prvih vrednot gasilstva, pravičnost pa je zdaj ena prvih vrednot vašega programa. Katera je zdaj bolj pomembna? Pomembni sta obe. Najprej pravična država, nato pa solidarna. In če bomo Slovenci imeli pravično državo, bomo tudi Slovenci solidarni in zadovoljni državljani. Hvala lepa. No, ena od glavnih tem preteklega mandata je bil medgeneracijski in socialni dialog, oziroma bolj bi mu lahko rekli nedialog. Ali boste odločitve o spremembah glede pokojninskega sistema plač v javnem sektorju tudi vi sprejemali s preglasovanjem? Vodenje dialoga med socialnimi partnerji izjemnega pomena, če tega ni, smo bili temu priča pretekli vladi, ki je doživljala ravno zaradi tega referendum na referendum. In ravno vodenje socialnega dialoga je pametna rešitev za državo. Hvala lepa, srečno. Gospe in gospodje, to so torej kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2011 v 5. volilni enoti. Volilno kampanjo in seveda zmago 4. decembra. No, pred nami je seveda še nekaj tednov trdega dela za vse, tako za kandidate kot za njihove štabe. Tako, oziroma trdno smo prepričani, da bo 4. decembra, pravzaprav 5. vse dobro in da bomo zmagali. Hvala lepa, da ste bili z nami. Zdaj lepa še enkrat Viktorij, Zmaga in Nuška Drašček. Osutki mi si že pogled, lepota sanjana, je najtiše lepši je svet, je lepše je kot doma, se skrival daljave zazre, prigričal dolin gora, daljavi še modro morje vzre, je lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni duh smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot doma. Obejše oblaček ti bil, prehodi že nosi svet, je lepša dežela še kje, od tule, kjer sem doma, je vitrič veselo zapel, preletel je bil sveta, in plagin prehod ni našel nikjer, od tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni duh.
Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma. Slovenija, čudovito, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod, kot je doma. Vstani, kako ne kaže, vstani in grej zraven. In bomo počakajte na svojih stolih, ni še konc. In igramo stero, gremo zastavice, kje so zastavice? Tako je. Ker tam mi grej. Zakaj si ti odšlavi, praviča pa govori, peste cele prigate, ame se obregate, pa meni očele zdi, moje red so šišami, vedno karate, me pa naš od vas, zaroble bom odšel, špiš ti, bom ljudzo s tabo vzel, tam kjer sem bil mlad pastir, živemo z ljudco gorskimi, gori bom ostal, pomlavce pa šurnjal, narobe bo z ljubico, ta mačka srečevo kot malo kdo. In bliskamo vsi, ija, 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 o, ija, 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 o, ija, 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 sovi, ija, 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 o, ija, 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 o, ija, 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 o, ija, 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 o. Idemo še enkrat, malo močneje, ija, 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 o, 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 moja ljubica. Evo harmonika, piči. Gremo za stavce, zdaj malo hitreje, še hitreje. Imamo se pačeva praga, ne, zastavce, ne, so zastavce, da imamo se fajn. Imamo se fajn, če kozati smo polni, če nismo polni, imamo se fajn. Časih jutre dan popravi, glava te boli, povedi naše ime na zdu.
se fajn, če pa pravijo ne, važno je ne, dajmo se fajn, imamo se fajn, če kozem so polni, če nismo polni, hej, imamo se fajn, ostanemo, imamo se fajn, imamo se fajn, če pa pravijo ne, imamo se fajn, če pa pravijo ne, zdaj pomno skupaj 3-4, imamo se fajn, če pa pravijo ne, tako je, nam važno je ne, dajte nam se bomo, imamo se fajn, če kozaki so mali, če nismo mali, imamo se fajn, 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 če opravlja ne, imamo se fajn, 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 če opravlja ne, skupina Viktori vam želi 4. decembra skupino Viktori, to pa je zmago! Živeli, srečno!